prišli so sabo, ja, in jutri, se pravi 5. februarja, so kmečki pač uporniki doživeli prvi hujši poraz strani plemiške vojske, oziroma vskoki so bili te, ki so jih premagali v Krškem in pač je potem šlo navzdol za kmečko stran. Se pravi, to je tale, ne? Vidite, z te strani pridejo, pol gre na to stran, ne? In jutri je ta bitka na Krškem polju, ne? Ja, tako malo, da se spomnimo od teh, se nam je delo tako simbolično, se nismo imeli srečo, da smo se osamosvojili, ne? Da ste drugače se to končalo, ampak predniki pa ne, no. Mislim, pa vsak korak, ki je bil na poti k osamosvojitvi, da temu rečem. Tako nekaj smo si zamislili, da bo vseeno mišla vas naša popeljala po tem burnem 20. stoletju, ker želimo čez to razstavo. Smo pa imeli uvod, res hvala lepa, še malo o tem, kako je bilo življenje v gradu, ko je bil pa Robert Mehen, ker neverjetno, da je pač na vse načine si z gradom povezan, tako da evo, ne gre drugače, kot da ostaneš še naprej. V bistvu se nahajamo v stalni razstavi pod 9 zastavami, kar pomeni, da je predstavljeno tukaj celo 20. stoletje oziroma vse do leta 90. Letos pa smo z zgodbo našega Robija še pač malo nadgradili to razstavo, se pravi, smo šli po časovnem traku še malo naprej do leta 91 in še malo naprej, kako se je pač Slovenija kot država osamosvojila in postavila na zemljevid svetovni pač. Nahajamo se v prvem delu te razstave in sicer je predstavljen tukaj tak prelom stoletja, pa vse do Prve svetovne vojne in obdobje med vojnama. Predvsem je tukaj predstavljeno družbeno življenje, družabno življenje, se pravi obrt in trgovina. To je bil v bistvu na začetku, na prelomu stoletja je bil to čas teh narodnostnih bojev, ko so v bistvu Slovenci začeli dobivati nekako na svojem prepričanju in o svoji narodnosti in so se nekako z pač nemško, Nemci so bili v večini pač bojevali in predvsem s pomočjo kulture in ustanavljali društva, zelo pomembni so bili sokoli. Tukaj so predstavljeni, potem Narodni dom, ki je bil pred nemškim domom vzpostavljen, kar je bil takrat kar ponos. Se pravi, to sta bila dva tabora in življenje Slovencev in Nemcev je potekalo, družabno življenje je potekalo v bistvu pod okriljem teh ustanov. Vojne vihre, ki je ogromno tudi Slovencev oziroma naših prednikov odpeljala na fronte, je v bistvu Brežice prizadel še zelo, zelo hud potres. Potem pa zdaj vas bom povabila kar naprej, da res ne bom predolga. Povabim vas k drugi svetovni vojni. V glavnem je ta del razstave posvečen času druge svetovne vojne. Naše območje je bilo ogromno družin izgnanih, se pravi, uradna številka je 37 000, predvsem v delovna taborišča, nekateri tudi v koncentracijska taborišča. Na naše ozemlje so Nemci svojo raznarodovalno politiko naselili Kočevarje. So v bistvu imeli tudi na nek način zelo tako kruto usodo. Nekako kot so prišli ob okupaciji pod Italijane in oni so nekako zaradi tega, ker so bili Nemci pričakovali, da bodo priključeni Nemcem in potem je bil dogovor med Nemčijo in Italijo, da jih naselijo na izpraznjena ozemlja v Posavje in so bili ljudje, ki pa niso recimo bili navajeni na takšno vrsto kmetovanja, ker so prišli glavnem na kmetije. Tako da je veliko bilo neobdelanega polja, potem ko so se vračali naši domov in vinogradi so bili posekani, ampak pač vojni čas,
en dnevnik je najden enega duhovnika, ki je bil tudi v naših krajih, kočevski Nem. Meni je pač odprlo še malo oči, nisem niti tega vedela, da ko so naseljevali Kočevarje, niso takoj recimo dobili neke ekvivalentne hiše, ne. So v bistvu se morali čakati večkrat seliti. Eni tudi niso hoteli biti tam, ko so jim hišo dodelili, ker so v glavnem bile hiše po Krškem polju veliko slabše, kot so jih oni imeli doma na Kočevskem, ne. In da je bilo zelo težko tudi v bistvu za njih, ker niso imeli, so prišli pač res neopremljeno, ne, slabše razmere, recimo. Eni so sicer baje dobili malo več, kot so imeli v Kočevju, obljubno in pa bilo, da bojo dobili več, ne, da bojo pač dobili boljše kmetije in boljše razmere. Tako da so se eni tudi morali večkrat preseliti ali pa so jih recimo celo, če so se preveč, kako se reče, upirali, ne, ali pa pritoževali, so jih celo preselili pol tam proti Ptuju. So jih še tam naseljevali, tako da so bili nekateri kar večkrat preseljeni potem tudi, kar recimo nisem vedela do tega. V bistvu v delu razstave, ki prikazuje pač narodosvobodilni boj, se pravi, v Posavju se je to začelo dokaj zgodaj že zaradi tega, ker so tisti, ki so ostali, ki niso bili izgnani, so gledali konvoje ljudi, ki jih pač po železnici pošiljajo naokrog in tako so bile prva partizanska, brežiška, če se spomnite še leta 41, če iz šole, če se spomnite teh stvari. Simanka. Ja, no, v glavnem množično so pa potem v partizane šli v letu 1944. No, super. Kakor sem vam obljubila, smo zdaj prišli na svobodo. Na svobodo, prva 5-letka, ko je bila potrebna obnova domovine. Oblast je prevzela komunistična partija. Graditi so morali začeti in pač vedno so nas tudi učili, če se spomnite, da je imela res pomembno vlogo mladina pri tem, v tem obdobju, da so gradili ceste. Mene vedno ta traktor fascinira, no, to so prvi 3 traktorji, ne, v Posavju, ki jih je ta mednarodna pomoč v bistvu pripeljala, no. Zdaj se nahajamo v tem hodniku, ki je hladen, drugače, kakor vidite, je razlika, ne. Je pa to tak časovni trak narejen od leta 1950 do 1990, ko so se v bistvu vzpostavljale, ko so gradili šole, ceste, mostove, podjetja. Tukaj vidite celo prvo razstavo o kmečkih uporih, ko smo že bili prej v kmečkih uporih, se pravi vse od leta 1957 naprej. Tako da vas povabim od zgoraj, v bistvu nad nami so pa znane osebnosti iz našega območja. Ja, leta 1958 so to cesto zgradili. Ja, avtomobilsko cesto. Z mano, da se spomnimo tistih zgodovinskih dogodkov, ki so se odvijali v letu 1991, ki so zelo pomembni za nas Slovence, kajti takrat smo prvič v zgodovini dobili svojo državo. V glavnem sem Robert Fink, vsi tukaj prisotni me poznate, sem rojen Brežičan, osnovno in srednjo šolo sem hodil tukaj tudi v Brežicah, bil sem skozi aktiven športnik, 83. leta sem mogel iti v vojsko in šel sem v šolo rezervnih oficirov v Bilečo. Da povem, Bileča je takrat bila edina priznana šola strani Zahoda, kaj se tiče bivše Jugoslavije. Moram reči, da je bilo tam samo usposabljanje naporno, tako psihično kot fizično. Zadevšno sem uspešno končal.
Ta šola se je takrat tudi tretirala kot, ne takrat, oziroma takrat, tretirala kot višja strokovna šola in dejansko si se lahko po usposabljanju in končanem vojaškem roku tudi aktiviral v Jugoslovanski ljudski armadi oziroma v teritorialni obrambi. 91. smo se začeli pripravljati Slovenke in Slovenci za osamosvojitev oziroma da se odcepimo od naše oziroma od države Jugoslovanske republike. V 90. letih se je zgodil ta plebiscit, ki je bil močno procentualno obiskan in tudi zmagovalno oziroma visok procent ljudi je bil za odcepitev. Takrat so že potekale priprave na samo osamosvojitev, ki se je pa zgodila leta 1991 na 25.6.91. Bil sem pripadnik intervencijske enote, teritorialne enote Brežice. Ta enota je bila na novo ustanovljena izključno zaradi tega, da smo razbili ta kalup, ker Jugoslovanska ljudska armada je tudi vedela za to, kako je formirana teritorialna obramba Republike Slovenije in zato so bile ustanovljene na novo te enote. Te enote so se ustanovile v ilegali, brez kakršnihkoli zapisov, podatkov in tako naprej. Dobili smo orožje na dom in dejansko se je za nas začela vojna že leta 1990. Samo da povem, da že takrat, ko sem prejel orožje na dom, to se pravi, že to je bil pokazatelj, da se pripravlja nekaj večjega v sami naši na novo ustanovljeni državi. Imeli smo ogromno vpoklicev in vsak vpoklic je bil zgodba zase in tudi seveda pokazatelj, da se bo nekaj zgodilo s strani Jugoslovanske armade. Za vpoklic je naša enota imela poziv Lipa, ki je tudi simbol slovenstva, tako da smo že takrat bili povezani tudi z državo Slovenijo oziroma z samim slovenstvom. 25.6.1991, ko se je zgodila sama osamosvojitev, smo 26. vsi Slovenci in Slovenke praznovali. Naša enota je takrat, praznovali smo tudi v Brežicah in naša enota je takrat, oziroma moja enota je takrat varovala to območje, kjer je bila ta slavnostna prireditev. Žal to dolgo ni trajalo, že ob enih zjutrih sem dobil poziv, da mora naša enota posesti položaje takratne ulice Veljka Vlahoviča, da še poberemo tiste ljudi oziroma poskušamo preprečiti oficirjem dostop do vojašnice v Cerkljah ob Krki, kar je bilo pol kasneje preklicano drugi dan. Drugi dan se je pa začelo že kar krepko dogajati. To se pravi, oklepna bojna vozila so že bila v akciji, poskušali so zasesti naša območja Republike Slovenije. Prvi moj kontakt z samo aktivnostjo bojno se je zgodil v vasi Podgračeno, kjer sem od štaba dobil ukaz, da se moram javiti oziroma da moram posesti položaje v vasi Podgračeno in tam naj bi prodirala kolona oklepnikov JLA in katero bi bilo potrebno tudi zaustaviti. Po nekem določenem času se to pač ni zgodilo
in sem poslal kurira nazaj na štab in ko sem dobil informacijo, da se moram takoj vrniti v štab svojo enoto, pridem do poveljujočega častnika, ki je mi izdal nov ukaz in ta ukaz je sledil takole oziroma je bil citiran takole. Poročnik Fink, morate v vas Rigonce za vašo enoto in zaustaviti kolono, ki prodira iz smeri Zaprešića proti Dobovi oziroma Brežicam, zaustaviti po vsako ceno. To se pravi, ta stavek zaustaviti po vsako ceno je bil tisti, ki je bil, bi rekel, težki in je bil za mene, vedel sem, kaj to pomeni. Vedel sem, da bo prišlo do spopada. V glavnem, glede na to, kar mi je bilo tudi ukazano oziroma povedano, je bilo tudi to, da imam 1 uro časa za pripravo in za posedanje samih položajev, ampak ni bilo glih tako, oziroma tudi to, da naj bi Hrvati postavili barikade, ampak te barikade so takrat Hrvati na meji odstranili in pač je imela kolona oklepnikov JLA-ja dejansko prosto pot. Mi smo mogli sprejeti boj dejansko, takoj ko smo posedli položaj v vasi Rigonce, za nas, ki so bili nekje koliko sprejemljivi, smo že slišali hromenje oklepnikov in moram reči, da v očeh mojih soborcev oziroma vojnih tovarišev sem videl tisti strah, ampak tudi pogum in odločnost, da branimo to našo novo nastalo državo. Uprli smo se z vsemi sredstvi pogumno, hrabro proti veliko močnejšemu nasprotniku, to se pravi pehotnik proti oklepu, ki pa tudi nismo imeli pravilne oziroma prave oborožitve za zaustavljanje vozil, ki so bile, to se pravi oklepa. Odprli smo ogenj po nasprotniku, zadeli cilje, ampak žal naša oborožitev je bila prešibka za njihovo, to se pravi za njihovo moč, to se pravi ni bila dosti močna za boj proti oklepnikom. Ko smo to izstrelili, sem ukazal umik, kolono smo zaustavili, kar je bil tudi cilj. V samem umiku je pa prišlo seveda tudi do tega, da so določeni oklepniki od odzadaj napredovali in z močnim mitraljezskim ognjem onemogočali oziroma zelo ovirali naš umik in pri tem je bil tudi zadet moj prijatelj in soborec Jernej Molan. Glede na to, da še nismo imeli takih vojaških izkušenj, jaz sem mislil, da je še Jernej živ, takrat so delali samo še verjetno živci in tako dalje. Pridem do njega, ker sem ga poskušal izvleči, ampak je bilo pač žal, zadetek je bil smrten. Na kar sem se tudi jaz začel umikati proti varnem položaju, ampak me je eden izmed oklepnikov z mitraljezskim ognjem zadev in sem bil tudi dejansko težko ranjen. V tistem obdobju, to se pravi v tistem času se je pa dol pripeljal stotnik Pšeničnik Viktor in pa Dušan Škoflek, ki pa so imeli pravo oborožitev namenjeno za protioklepni boj, ampak žal je bilo prepozno. Dejansko so lahko tisti zaboj samo zložili in seveda, hvala Bogu, mene so naložili, tako da me je takrat potem Dušan Škoflek
odpeljal v bolnišnico Brežice, kjer so mi rešili življenje. To okrevanje, sama operacija je dolgo trajala, nekje med 6 do 8 ur. Samo okrevanje je bilo mučno, težko, boleče, psihično naporno, ker takrat je bilo vse v zraku, radio smo imeli noter v tisti šok sobi ali pa v intenzivni negi, kjer sem jaz to slišal tudi, niški specialci tam, oni prodirajo tam, bombardirajo, boj na Prilipah in tako dalje in tako naprej. In vse je to tudi delalo na koncu koncev na moje možgane, tako da so pol na koncu koncev sestre in zdravniki tisti radio izklopili oziroma so ga odstranili, da nisem niti tega poslušal. Bilo je naporno tudi, ker so bili ranjeni tudi nasprotni vojaki in so te vojake dejansko vozili tudi v isto sobo oziroma v isto intenzivno nego, tam, ko sem jaz bil, tako da je bila zadevšta kar napeta, vsaj za mene, ampak ok, preživel sem in na koncu koncev zmagali smo. Prav je, da govorimo danes o tem, ponosen sem, da sem del te generacije, ki je sodelovala aktivno v bojih za samostojno Slovenijo. Sem ponosen Slovenec in Slovenija danes naredila veliko, smo v Evropski uniji, smo v združenju NATO in mislim, da napredujemo zelo lepo. Toliko z moje strani. Spustil sem veliko, ampak ok, za prvič je dobro. Ok, ja, ok. Sem rekel, da sem spustil veliko, bom pa zdaj malo bolj sproščeno. V glavnem, 91. sem Posavskemu muzeju podaril svoje predmete, ki sem jih nosil 27.6. na dan bitke. Tukaj vidimo srajco, ki je preluknjena, vidimo opasač, ki je bil preluknjen in seveda svetilka, usnik avtomatske puške, ta usnik je zanimiv, ker ga moraš sneti, da lahko nastaviš tromblonsko kumulativno mino na avtomatsko orožje, potem zaščitna maska, na kateri se še najbolj vidijo neki madeži. Te krvavi madeži dejansko so zbledeli, pač zgleda tako je. Tlele, kjer je srajca razrezana, to so dejansko mi naredili v bolnici Brežice, kirurgi in to je to, ja. Prejel sem tudi najvišja državna odlikovanja, med drugim častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi države. To je tale znak in od spodaj odlikovanje, ja, plaketa in odlikovanje. Potem priznanje za ranjence, za hrabrost v boju in pri tem bil tudi ranjen. Potem obranili domovino in še potem ob 30-letici samostojne Slovenije, plaketa in še kup odlikovanj, ki so tudi tukaj nanizane, ki pa pač jih nismo mogli spraviti vse noter. Kaj sem še pozabil, verjetno, da lahko še tlele kaj povem okoli tega. Prej, ko sem vam govoril o Bileči, tam, kjer sem se usposabljal, dejansko to je ta certifikat v bistvu tudi, ki je takrat govoril o tem, da se dejansko lahko aktiviraš kot oficir v Jugoslovanski ljudski armadi. Priznana je bila šesta stopnja, interno govorim. To je slika ko sem prišel iz bolnice prvič domov. To je slika ko sem delal v Slovenski vojski.
To je slika tik pred odhodom v boj v Rigonce. To je slika, kjer sem treniral borilne veščine. In to je slika z fanti in dekleti, to se pravi vrhunskimi športniki slovenskimi, ki so zaposleni dejansko v slovenski vojski. To je slika z predsednico države. Moram povedati, da vsako leto me povabijo na sprejem predsedniku ali predsednici države, tako da država na nek način oziroma skrbi tudi za ta odnos, ki mislim, da je pravilen. Malo še mogoče o moji zgodovini, ker sem malo določene stvari izpustil. Morate vedeti, da je meni to danes prvič tako, da malo govorim v tem prostoru, ne. Samo moje usposabljanje od Bileče naprej je potem potekalo tako, da sem se zaposlil v Slovenski vojski, najprej kot inštruktor, kasneje pa kot poveljnik izvidniškega voda. Izvidniki takrat smo bili v povojih in dejansko sem jaz bil eden takrat redkih in boljših poznavalcev te taktike. To je prav specialistična taktika, kjer je v bistvu prisotno bližinsko bojevanje, protidiverzansko delovanje, bojevanje v naselju, potem alpinizem, smučanje, borilne veščine in tako dalje in tako naprej. To je cel skup. Usposabljal sem se tudi pri specialnih silah ameriškega korpusa, First Force Recon. Dejansko so to so fantje podobno, bolj so poznani silci, ampak to je mornariška enota, marinski korpus je pa pehota. Izvajajo pa iste operacije. Mogoče tudi fajn, da kakšna stvar malo počaka, zagotovo pa ne sme predolgo čakati, ne? To pa ne sme. More pa predolgo pa spet ni prav, tako da se mi zdi, da nekako smo ravno pravi čas. Mogoče bi bilo fajn malo prej, ampak nekako se vedno zgodijo stvari pravi časa, ne? Moramo verjeti v to, da je to tako, tako da res velika hvala. Nam je veliko čast, da lahko tako lepo sodelujemo. Jaz pač več ne vem, kaj pametnega povedati, ker smo ti res hvaležni. No, jaz upam, da to čutiš, ker pač je res to izjemno, da si tak naš prijatelj, našega muzeja, predvsem pa, da se zavedaš, kako je ta dediščina pomembna in koliko lahko prispeva tudi k miru. Mogoče se nam to ne zdi zdaj, ne, ker imamo polno nekih žarišč, ampak recimo, da ohranjamo upanje, da vseeno vsak tak del v tej neki pomeni tudi proti miru. Jaz mislim, da so te zgodbe za mir, ne? Da so ti predmeti in vsi predmeti in ta spis tukaj v tem muzeju, ker sem na koncu tudi dobršen del odraščal. Ponosen sem na to našo zgodovino in se tudi zahvaljujem, da ste mi omogočili, da je to tukaj. Hvala lepa tebi.